pozdrav, spoštovana profesor dr. Maja Makovec-Brenčič, dobrodošli v oddaji Mini portret in v galeriji ISIS. Hvala za vabilo. Najlepša hvala za vaš odziv. Za začetek me zanima, ko danes govorimo v slovenski stroki na področju mednarodnega poslovanja in trženja, je vaše ime med prvimi. Kaj vas je pripeljalo v ekonomske vede in pa kaj ste si želeli postati, ko ste bili majhni? Moram reči, da pravzaprav veliko sem si želela postati. Verjetno vsak mesec me je pritegnila kakšna druga vloga v življenju, pa kakšen drug poklic. Pravzaprav je moje vodilo nekako že od otroštva radovednost in ta radovednost me je potem pripeljala iz teh osnovnošolskih aktivnosti, kjer so bile, lahko rečem, tako umetniške, kot seveda zelo široko pisoče, potem veliko smo se ukvarjali z organizacijo raznovrstnih dogodkov in so me nekako te moje učiteljice pripeljale do tega, da moram malce širše razmišljati, kaj pravzaprav bi želela v življenju. No in potem bila to srednja šola naše ljube Poljane, kot smo jim rekli. Takrat smo imeli usmerjeno izobraževanje. No in potem se je bilo treba zelo resno odločiti, kam naprej. Kot rečeno, zanimalo me je vse in težko je bilo na koncu reči, zdaj pa grem na ekonomsko fakulteto. Ampak mislim, da je bila odločitev prava. No, v zadnjih letih je ekonomska fakulteta poznala mednarodno prepoznavno. Nekako se je preselila na globalno raven. Pridobila je pomembna certifikata, evropski certifikat EQUIS in ameriški certifikat ACCB. Letos pa ste začeli izvajati tudi mednarodni MBA program. Vi kot profesorica mednarodnega poslovanja in pa prodekanja za razvoj na fakulteti, kako zaznavate te pomembne premike in pa kaj dejansko pomeni vse to za deležnike same fakultete? Fakulteta je v resnici zelo drugačna kot takrat, ko sem jaz še volila študentske klopi. Postala je res mednarodno prepoznavna, uvrstila se je na mednarodni zemljevid prepoznavnih poslovnih šol in to je bil tudi eden od ciljev tako prejšnjega kot sedanjega vodstva. Kot prodekanja za razvoj sem pa predvsem odgovorna za to, da gre strategija v pravo smer. In strategija seveda je usmerjena, bi rekla, v to ne samo prepoznavanje, ampak seveda tudi čim bolj kakovosten študij, ki je mednarodno odprt, ki združuje tako mednarodne pedagoge, kakor tudi študente, da je veliko izmenjav in da nudimo tudi angleške programe. Teh je danes že 13, tako da lahko rečemo, da v resnici razvijamo mednarodno šolo, mednarodno poslovno okolje, pa vzpodbujamo s tem, da vzgajamo študente, ki vse več tega naboja tudi nosijo potem v sebi, ko zaključijo svoj študij. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno za fakulteto, je, da je izjemno vpeta v poslovni prostor. To je tudi, lahko rečemo, ena od večjih kredibilnosti, tudi prednosti naše ekonomske fakultete in vsi akreditorji, ki pridejo in preverjajo naše sposobnosti, zmožnosti in kakovosti, pravzaprav to najbolj izpostavijo. Prepletenost z nacionalnim okoljem je eden od ključev, kako potem seveda se dobro umeščati tudi v mednarodni svet. No in tam te korake seveda postopno gradimo. Na svetu je ogromno poslovnih šol, podobnih naši, so boljše, so slabše, ampak mi si pravimo takole, zmoremo in zmoremo tako, da bomo seveda razpoznavni v tem kakovostnem pomenu besede, torej dobrih študijih, dobrem okolju za študij in seveda zanimivih profesorjih, pa seveda, kar je le mogoče, dobrih, odmevnih raziskav. Tisto, kar nekako danes strategija združuje, je namreč to, da želimo biti dobri raziskovalci, znanstveniki na eni strani in kar se da dobri pedagogi na drugi strani. To dvoje namreč je nekako pravilo igre današnjega sobivanja v poslovnem visokošolskem svetu. Kaj pa morda na drugi strani tudi študenti same fakultete? Nekako jim je ponujena možnost tudi, da se več izražajo, izobražujejo tudi na globalni ravni, pridobivajo izkušnje. Se to pozna zadnje leta? Zelo. Študenti tudi sami kot mladi, nove generacije seveda živite mnogo bolj odprto. Lahko rečemo, da ta multimedijski svet, telekomunikacijsko globalno povezan, seveda deluje na to, da smo pravzaprav vsi del tega globalnega gibanja, vsak dan, vsak trenutek, vsako minuto, z vsakim klikom na internet pravzaprav to sami povzročimo. No in moram reči, da današnji študentje so drugačni od tistih nekoč, zdaj sama že poučujem vrsto let in lahko že naredim tudi nekaj primerjav. In študentje seveda iščejo, lahko rečem, tudi nove izzive in te mednarodnosti, mednarodnega duha jim želimo seveda priučiti čim prej. Ni enostavno oditi iz domačega ugodja, kot rečem temu.
Je pa zelo dobro pridobiti življenjske izkušnje nekje na trgih, kjer se moraš sam pravzaprav naučiti ne samo kako živeti in preživeti, ampak seveda tudi kako ustvariti tisto, čemur si namenjen, torej dobro upravljati izpite, če si v programu, ali dobro upravljati strokovno prakso, če jo izvajaš v nekem tujem podjetju. In s temi izkušnjami lahko samo krepimo domači poslovni svet. Seveda si pa zelo želimo, da takšni študentje potem tudi pridejo nazaj v domače okolje in da vse te izkušnje, tudi morda malce drugačen pogled na ta širok, res izzivalen svet, ki je danes, prinesejo potem nazaj v slovenska podjetja. Mednarodni MBA program, ki ga boste pričeli izvajati na Ekonomski fakulteti prihodnje leto, kaj pravzaprav bo prinesel v ta slovenski prostor, v samo gospodarstvo? MBA programi so ponavadi namenjeni, bi rekla, tistim, ki že imajo nekaj izkustva. Rečemo jim programi, ki so za inženirje, tehnologe, tehnično izobražene, naravoslovno izobražene posamezniki, ki se potem nekako najdejo v poslovnem svetu in morajo ravno tako obvladovati tudi ta menedžmentski vidik. No, tako, to je tudi izvorni namen študija tipa MBA. V samem nacionalnem prostoru ne obstaja veliko tovrstnih študijev, tudi zaradi same zakonodaje. Kljub temu pa smo se odločili, da skupaj znotraj Univerze v Ljubljani ponudimo tudi ta tip študija kot izredno obliko študija in mednarodno seveda zasnovano tako, da bo pritegnil kar se da veliko, predvsem slovenskih, pa tudi poslovnežev iz regije, ki že imajo izkustva iz poslovnih voda, a vendarle potrebujejo še nova specializirana znanja. Prav tako bomo v ta zbir povabili tudi druge, torej neposlovne ljudi oziroma tiste, ki pa bi si želeli pridobiti to izobrazbo, prav zato, da bojo lažje vodili svojo osnovno stroko, ki jo izvajajo. Zakaj pa sploh ta študij? Večina poslovnih šol, s katerimi se primerjamo in s katerimi smo v zbiru ECRIS in ACSB akreditiranih šol, to seveda že tradicionalno ponuja. Tako kot mi ponujamo magistrske programe, kot sem že omenila, veliko teh je tudi angleških, tako seveda tuje šole pogosto ponujajo MBA nivoje, tako imenovane executive ali za middle management MBA programe, ampak to so seveda samo oblike tovrstnega študija. Ideja študija pa seveda je naučiti čim več uporabnih, čim več tudi veščinskih znanj, zato da se poslovneža lahko oblikuje, temu rečemo, bodočega ali pa že obstoječega, še boljšega vodjo in voditelja na svoji podjetniški ali kakršnikoli drugi poti. Že od leta 1976 Društvo za marketing v Sloveniji nekako kreira marketinški prostor, preko vseh svojih aktivnosti povezuje marketing. Zakaj na eni strani slovenske blagovne znamke, ko govorimo o njihovem preboju v mednarodni prostor, tako malo oglašujejo, se predstavljajo na mednarodni ravni in pa na drugi strani imajo še potenciala tudi na slovenskem marketinškem trgu? No, mislim, da bom začela kar z odgovorom na ta zadnji del vprašanja. Zakaj? Zato, ker je to nekaj, kar je ključ ustvarjanja dodane vrednosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih. Lastne znamke, ki poosebljajo lastno znanje, ki poosebljajo seveda tudi lasten razvoj, je nekaj, kar predstavlja zdravo jedro rasti vsakega gospodarstva. Seveda, ali jih poimenujemo v obliki znamke, ali so to polproizvodi z nekim korporativnim znakom, ali so to neke rešitve, ali so to storitve, to je zdaj seveda vseeno. Govorimo torej o nečem, kar prepoznavno z nekim imenom, z, lahko rečemo, poreklom, nastopa na mednarodnih trgih. No in tega je še mnogo premalo. Zato tudi znotraj Društva za marketing Slovenije zelo močno spodbujamo prav znanje na področju razvoja znamk, razvoja umeščanja novih izdelkov, storitev, rešitev na mednarodnih trgih. Namreč ta del je tisti, ki morda malce manjka v smelosti in prebojnosti slovenskih podjetij in zato intenzivno podpiramo, lahko rečem, vsa podjetja, ki si želijo tovrstnih vedenj, pa tudi konec koncev nekih usmeritev, če je le potrebno in možno, da jim lahko pri tem na nek način pomagamo s tem, da organiziramo raznovrstne strokovne dogodke, prenašamo aktualna znanja, organiziramo slovensko marketinško konferenco in na ta način nekako s temi transferji, bi rekla, vedenj, aktualnosti, ki se dogajajo v svetu, pripomoremo tudi k ozaveščanju slovenskega gospodarstva, da skuša čim bolj intenzivno, smelo res ustvarjati svojo lastno vrednost na mednarodnih trgih.
Po nekaterih podatkih, recimo Dunajskega inštituta, ki meri kategorizacijo in pa tudi vrednotenje znamk na mednarodnih trgih, smo v Sloveniji res zelo šibki s to pozicijo lastnih znamk, govorimo o končnih porabniških znamkah, mnogo močnejši pa smo na medorganizacijskih trgih, ampak ne glede na to, ali se gibljamo na enem ali na drugem, mislim, da rabimo vse več podpor in prebojev pravzaprav lastnim znamkam in s tem seveda tudi prepoznavnosti znamke Slovenije. No, jaz sem ena zelo taka kritična presojevalka ponudbe, predvsem storitve, torej kako, na kakšen način nekdo pristopi k tebi. Sem pa hkrati tudi zelo impulzivna potrošnica, še vedno. Včasih morda tudi malo manj premišljena, ne, če bi se dala v ta trženjski monitor, sem jaz verjetno na tisti spodnji strani preudarnosti, kdaj pa kdaj. Kljub temu pa se mi zdi, da imamo vrsto dobrih že izkoriščenih znanj resničnega trženja tudi na slovenskem trgu, na medorganizacijskih trgih še posebej. To so naši prodorni podjetniki, to so zagotovo tisti, ki so iz lastnih znanj razvili svoj izdelek in seveda tudi na nek način intuitivno prišli do tega, kako ta izdelek potem ponuditi trgu. Ta del moram reči, da saj zame osebno predstavlja najbolj zdravo jedro tistega, kar lahko mi tudi globalno presežemo in dosežemo. Na drugi strani pa v končnem porabniškem svetu še kar veliko priložnosti za izboljšanje, tako pri trgovcih, v katere vsak dan vstopamo, še posebej na ravni kakovosti storitve do posameznika kupca, in pa seveda tudi v sami strukturi ponudbe. Tukaj se vidi, da morda kdaj pa kdaj ponudniki ne vedo čisto dobro, koga želijo imeti za svojega sogovornika v tem kupoprodajnem odnosu. Ta del močno še pogrešam, velikokratno se mi zdi, da še ni izkoriščen. Razumem pa seveda tudi razvojne omejitve, investicijske in finančne omejitve, ki nastajajo seveda na strani ponudnika, kajti danes je verjetno mnogo težje pridobiti sredstva za dober poslovni projekt, gledava trženjsko, še težje je prepričati svoje nadrejene, da je trženje potrebno, smotrno in seveda nujno vlagati za to, da ohranimo kupca. In tukaj mora biti tržnik izjemno spreten. In danes je to obdobje, ko smo stopili iz tiste visoke stopnje rasti in konjunkture, pravzaprav en velik test prav za trženje. Kako zmoremo z omejenimi sredstvi doseči potem tega našega končnega porabnika, ga ohranjati, ga imeti še vedno zvestega. In zvestoba je nekaj, kar na dolgi rok seveda tudi izjemno veliko pomeni, tako ponudniku kot kupcu. Marsikdaj pozabimo na njo. Lahko rečemo, da je morda sedaj še posebno v teh težjih časih kakovost najboljši marketing nekega izdelka ali pa storitve? Jaz bi rekla, da je to kar nujni predpogoj. Danes je namreč toliko vrst zelo kakovostnih ponudb na trgu, celo v istem cenovnem razredu, da je izjemno težko izbirati. In seveda povpraševanje ni več toliko, kot ga je bilo v teh rastočih časih. Ponudba je seveda ostala podobna oziroma se je na nekih segmentih zelo sčistila, ker preprosto ni bilo več možnosti, da seveda najde svojega kupca. In zato je kakovost predpogoj. Pravzaprav o tem ne smemo razmišljati kot o konkurenčni prednosti, ampak dejansko o tem, da je to prvi korak do kupca. In moram reči, da v slovenskem trženju se je ta odnos do kakovosti zelo spremenil in da v resnici vsi ponudniki tudi gledajo najprej z tega zornega kota. Seveda na koncu morajo pa preživeti tudi s ceno. In to moramo tudi kot porabniki velikokrat razumeti. Zato se tudi umeščamo tako imenovane segmente. Mi smo v trženjskem monitorju poimenovali tudi recesijski segmenti, od tistih, ki so najbolj prizadeti, do tistih, ki so povsem nedotaknjeni. In seveda ti se različno obnašajo v svojem nakupnem vedenju, ko stojijo pred polico, ko gredo v trgovino, ko seveda želijo kupiti nek morda bolj trajni ali poltrajni izdelek. In ta nakupna vedenja mora vsak ponudnik zelo sistematično in razvojno usmerjeno spremljati. Tukaj pridemo do področja trženjskega raziskovanja, ki ga je še vedno premalo. In vedno ga je premalo v tistem najbolj pravem pomenu besede, kaj pravzaprav bi ravno zdajle najbolj rad vedel v svojem porabniku. Zato morajo podjetja skušati tako imenovani ta inteligenčni nabor podatkov, veden, razumevan porabnika, integrirati v konstanten koncept prilagajanja, razvijanja ponudbe, pravzaprav temu, ki je na nek način potencialni kupec, pa morda podjetje niti še ne ve, da je. In v tej smeri je pravzaprav eno od glavnih vodil razvoja strok
če pa gledamo kar poslovni svet kot celoto v tem, da zna zelo dobro povezati na ravni podjetja tudi institucije, razvoj, torej vse, kar se tiče razvoja, ne samo novih izdelkov, novih storitev, novih rešitev, tudi razvoja procesov, trženje in seveda na koncu to preleviti v tisti del inoviranja, ki v resnici zaživi v nakupni odločitvi porabnika. Če znamo ta trikotnik nekako povezati dobro tudi na trgu, zato ker trg spremljamo in razumemo, kaj se v tem okolju dogaja, potem običajno lahko ustvarimo tudi to ustrezno dodano vrednost. Nič od tega se pa ne dogaja, če ni ljudi, če ni človeškega vira, ki je seveda motiviran, ki ima željo potem, da raste in ki seveda želi prevzemati nova znanja. In znanja izjemno hitro zastarijo danes. In zato se mi zdi, da smo mi tudi kot profesori še toliko bolj odgovorni do tega, da skušamo čim bolj aktualno spremljati dogajanje sveta in seveda vse to prenašati potem našim študentom, bodočim poslovnežem ali že obstoječim poslovnežem, ki potrebujejo spet nov razvoj.